Kakšno je zdravstveno stanje baterije našega avtomobila? Da bi to izvedeli, moramo opraviti test. Ampak za kako zapleten test gre? Koliko to pravzaprav stane? Pa preverimo v kompetenčnem baterijskem centru Avtokomersa. Seveda, ena izmed neželenih značilnosti baterij je njihova degradacija, ki s časom, predvsem pa s kilometrino, neizbežno pride na vrsto. Na bateriji pa se lahko pojavijo tudi okvare in glede na to, da se v zadnjem obdobju naglo širi trg rabljenih električnih avtomobilov, bodo prodajalci in kupci želeli vedeti, v kakšnem stanju je baterija kot glavna in najdražja tehnična komponenta. Tukaj sta že pripravljena dva električna rabljena avtomobila, ki čakata, da opravimo test. Pa gremo! To je Mercedes EQV, star je 4 leta in na števcu ima skoraj 85.000 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da je v zadnjih letih kar intenzivno opravljal nalogo na slovenskih cestah. Ampak ti prevoženi kilometri pri električnem avtomobilu niso tako zelo odločilni, kot so morda pri benzinskem avtomobilu. Na tem mestu nas bolj zanima SOH, torej State of Health, torej zdravje baterije. Predlagam, da kar zagrizemo v prvi test. Jaz sem zdaj mislil, da bova midva sproščeno predebatirala med samim izvajanjem testa, ampak ste me kar prehiteli, koliko je vse skupaj trajalo. 3 minute, pa smo že zaključili s tem testom. Z Avilo testom se izvede v bistvu zelo hitro zaradi tega, ker vsi podatki se v bistvu prenesejo v centralno bazo v sedež podjetja, ki ga zelo hitro obdela in potem nam ga vrne nazaj v bistvu preko elektronske pošte, kjer bomo dobili kompletno to poročilo State of Health. Predlagam, da ga kasneje zelo podrobno pogledava in potem tudi korak po koraku pojasniva vse rezultate, ki smo jih pridobili. Kako je možno, da ne rabimo recimo baterije izprazniti od 100% do 0%, da bi dobili te podatke? Avilo je razvil en zelo inteligenten program, primerja v bistvu podatke od vozila, od kilometrov, moči baterije, se pravi same temperature, z podobnimi podatki jih ima že v svoji bazi in hkrati upravi manjši stresni test, s katerim v bistvu kratkoročno obremeni vsako celico v akumulatorskem sklopu, se pravi v pogonskem sklopu, in jo potem primerja z ostalimi. Pa da vidimo zdaj, kaj se natančno dogaja pri tem postopku. Pa začnimo, se pravi, diagnostik bo Avilo tester povezal skupaj z vozilom, ker je ta Avilo tester primeren za več vozil, se pravi za več različnih znamk. Bo v svoji bazi podatkov Avilo test našel to dotično vozilo, v tem primeru je to Peugeot. Kakšne signale zdaj prejema ta Avilo škatlica? Zajema podatke, kot so na primer starost vozila, šasija vozila, prevoženi kilometri, kapaciteta baterije. Potem pa začenja ostale korake, kot so na primer vsi priključni konektorji pri bateriji, potem vsaka posamezna celica, izolativni sklopi pri sami celici, se pravi vsi elementi, ki so povezani na nek način z elektronskimi indikatorji, ki jih lahko tester ali diagnostična naprava zazna. Primer, se pravi, v primeru, da ima vozilo 40 celic, vsaka celica naj bi imela dotično nazivno moč, bo potem primerjal vsako dotično nazivno moč. A je to za baterijo obremenjujoče? Ne, v bistvu za baterijo ni popolnoma nič obremenjujoče, ker v bistvu baterijo samo deloma obremeni v scenariju, da se trenutno baterija nahaja v okolju, kjer je 20 stopinj. Zakaj? Zaradi tega, ker teh 20 stopinj je tista temperatura, kjer se vsi baterijski sklopi obnašajo najbolj optimalno. Zaradi tega je do vseh znamk najbolj optimalno, da se primerjamo na enak način. Zaradi tega v bistvu Avilo test uporablja takšen algoritem, da z scenarijem, se pravi temperature 20 stopinj, neke vrste obremeni
vsako celico posebej in potem tudi za vsako celico posebej pridobimo podatke. Ko bo analiziranje zaključeno, bomo samo počakali na rezultate, katere bomo potem lahko ustrezno v bistvu komentirali tudi sami stranki. Ko je test zaključen, pa poglejmo, kakšen rezultat je dosegel ta Peugeot, ki ima 110 tisoč prevoženih kilometrov. Ob koncu Avilo testa vsak avto prejme poseben certifikat. To so skupni rezultati. State of health, se pravi stanje zdravja baterije, je 91,3%, kar je v bistvu še vedno dokaj dober rezultat za vozilo s takšnimi kilometri. Se pravi, mi imamo tukaj 42 kWh še preostalih od 46, ki jih je imel nov električni avto. Tako. Kaj to pomeni? Da stranka s tem vozilom lahko prevozi 222 km. Torej 22 km manj kot z novim. Tako. Po 4 letih in 110 tisoč prevoženih kilometrih. Na to splošno stanje baterije je bil opravljen po tem Avilo testu tudi pregled ostalih, se pravi, parametrov. Battery management system ustrezan, napetosti celic baterij so tudi ustrezne. Enako pregled, se pravi, senzorjev, senzor toka, temperaturni senzori, kar se tiče hlajenja baterij in senzori napetosti baterij so vsi ustrezni in brez kakršnihkoli napak. Tukaj vidimo pa potem pregled po vseh celicah in tisto, kar zdaj izstopa, mogoče malenkost zeleno-rumeno barvana ena celica, ki ima jakost 3,989 V in v primeru obnovitve celotnega sklopa, celotne baterije, bi bilo potrebno izprazniti vse celice na nič in potem skupno napolniti vse celice na 100%. S tem bi v bistvu harmonizirali in opravili nivelacijo vseh celic, ki so pač povezane v ta baterijski sklop pri tem vozilu. To ne identificira neke težave s to celico, ampak je v bistvu treba samo... Tako. Zakaj pa je to pomembno? Sistemi polnjenja se polnijo na način, da vedno, ko je tista celica, ki ima največjo napetost, napolnjena na 100%, se postopek polnjenja zaključi. Potem večja, ko je razlika med samimi posameznimi celicami v baterijskem sklopu, s tem se v bistvu vedno bolj in bolj povečuje ta diferenca in odstopanja med maksimalno napolnjeno baterijo in baterija, ki je bila še v postopku polnjenja, pa se je že zaključila, ker se je tista maksimalno že napolnila na 100%. Poglejmo še drugo vozilo, Mercedes-Benz EQV 300, se pravi skoraj 85 tisoč km ima vozilo. Se pravi, baterija ima 94,5% svojih kapacitet in v primeru prodaje vozila je to v bistvu certifikat, za katerim pač mi kot izvajalec stojimo. V primeru dodatnih informacij se pa lahko obrnemo potem tudi na dobavitelja. Cena enega Avilo testa je 99 €. Torej, zakaj se nekomu splača investirati v takšen test? Vse poslovanje na svetu določajo tveganja in zavarovanja teh tveganj. Stranka, kupec, prodajalec dobi jasno informacijo, koliko je še kapaciteta baterije, kakšna je njena zmogljivost v prihodnje, koliko je bila v zadnjih letih izrabljena. Kdo so potem stranke za takšen test? Jasno je, da ciljamo na rabljena vozila. Prvi so kupci, ki se želijo izogniti neprijetnim presenečenjem, drugi so prodajalci vozil. Prodajalci vozil lahko dosežejo višjo ceno, če pri ponudbi, pri samem vozilu manifestirajo, da so naredili Avilo test in pokažejo, kakšna je kapaciteta baterije. Izognemo se negotovosti v transakciji in zato sta obe strani transakcije stranki za nas. A je to že kakšen standard, ki je pri nas, recimo, ali pa v Evropi? V Evropi je velik ponudnik dražbenih storitev za rabljena vozila ugotovil, da lahko od 20 do 35% izboljša prodajne rezultate z uporabo Avilo testa v 100% svojih primerov prodaje rabljenih električnih vozil. Se pravi, da ima dokazano boljše rezultate zaradi uporabe Avilo testa za svoja rabljena vozila. Transparentno pokažeš, da je pogon avtomobila skoraj kot nov, če je skoraj kot nov. Kakršenkoli že je jasna, transparentna, predvsem pa neodvisna inštitucija pokazala na osnovi tisočev testov v preteklosti, da je stanje baterije kakršno je. Na podlagi tega, kaj se bo po vašem mnenju dogajalo? S tem računamo, da bojo cene manj padale, zaradi tega, ker bo zmanjšano tveganje, da rabljena električna vozila nimajo več take kapacitete, nimajo več take avtonomije. Kupci bojo videli, da ima baterija še vedno ustrezno dobro kapaciteto in posledično bo tudi vrednost rabljenih električnih vozil lahko višja, kot je bila pa doslej.